Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji iz našega studia. Naš današnji gost je Zvonko Černač, minister pristojen za razvoj in kohezijsko politiko. Lepo pozdravljeni. Ja, lep pozdrav tudi vam in vsem gledalkam in gledalcem. Gospod Černač, evropska sredstva so pomemben del za razvoj celotne Slovenije, kot tudi posameznih regij. Torej, kakšen pomen imajo ta sredstva za nas in kako so na splošno pomembna? Najprej hvala lepa, da ste omogočili ta pogovor nadaljavo. Z veseljem bi se vam pridružil, žal, ko je bila vlada na obisku v Pomurju 23. novembra, ni bilo te priložnosti, ampak zdaj smo se nekako zaradi razmer že navadili in je postala to običajna praksa, da številne pogovore, sestanke, pa tudi take pogovore opravimo nadaljavo. Hvala še enkrat. Slovenija bo imela v prihodnjem obdobju, v prihodnjem 10-letnem obdobju, nekje do leta 2029 oziroma do leta 2030, iz različnih evropskih skladov na voljo toliko nepovratnih sredstev za različne naložbe, kot še nikoli doslej v svoji zgodovini. En del teh sredstev prihaja kot odziv na COVID krizo. To so ta sredstva, ki so bila dodatno dodeljena tej finančni perspektivi v okviru tako imenovane pobude REACT. Gre za nekaj manj kot 300 milijonov evrov dodatnih sredstev na prej odobrene 3 milijarde 68 milijonov. In seveda ta dodatna sredstva iz načrta za okrevanje in odpornost, kjer v skupnem seštevku govorimo o 2,5 milijardah, od tega nekaj manj kot milijardi 800 milijonov evrov nepovratnih sredstev. In vsa ta sredstva bodo seveda čim bolj enakomerno razdeljena po območju celotne države, prednostno seveda usmerjanja v regije, med katere sodi tudi Pomurje, ki dosegajo nižje razvojne kazalce kot nekatera ostala območja. Tako da priložnosti v prihodnje bo veliko za različne namene. Na nas pa je, tako na službi vlade kot na ostalih ministrstvih in vladi kot celoti, da zagotovimo čim bolj pametno načrtovanje, gospodarno porabo in zagotovimo, da pridejo ta sredstva tja, od koder dejansko tudi prihajajo, se pravi ljudem. Zdaj v preteklosti ste že izvedli kar nekaj projektov. Kateri so tisti najbolj ključni v Sloveniji, pa morda tudi v pomurski regiji? V finančni perspektivi 2014-2020 je bila ena težava v tem, da se je izvajanje mehanizmov iz te perspektive začelo relativno pozno. Šele v letu 2017 so bili sklenjeni tako imenovani dogovori za razvoj regij, ki so nekako usmerjali konkretne naložbe v posameznih regijah. Z nastopom naše vlade marca lani je bilo praktično projektov realiziranih, bi jih lahko prešteli na prste ene roke v celi državi. Iz tega naslova govorim. Potem se je ta kolo začelo odvijati in ogromno projektov, ki so zelo pomembni, tudi z vidika varovanja okolja, narave, pa tudi z vidika zagotavljanja pitne vode, je bilo odobrenih na področju okolja, se pravi številni projekti za prenovo, novogradnjo vodovodnih sistemov, za čiščenje odpadnih voda na območju celotne države, še posebej pomemben projekt, kot veste, Pomurski vodovod, tako krak B kot cesta bila odobrena pred nekaj meseci in se bosta izvajala v letošnjem in naslednjem letu. Gre za obsežne projekte, ki bodo zagotavljali pitno vodo preko 50.000 prebivalcem in na drugi strani seveda tudi ustrezni projekti glede prečiščevanja odpadnih voda. V zadnjem obdobju so bili začeti in podprti številni projekti stanovanjske gradnje, neprofitne stanovanjske gradnje. Tudi na območju Pomurja se izvajajo aktivnosti Republiškega stanovanjskega sklada v občinah Murska Sobota, Radenci, Gornja Radgona, kjer so projekti že izvedeni, in v občini Lendava, kjer naj bi bilo zagotovljenih preko stanovanjskega sklada okrog 70 stanovanj v prihodnjih letih, neprofitnih stanovanj.
Številni projekti na področju prometne infrastrukture, v pretekli perspektivi je bil zaključen iz teh sredstev projekt avtoceste Draženci-Gruškovje, sedaj se bodo izvajali številni drugi, druga faza obvoznice Murska Sobota, številne ostale infrastrukturne ureditve, tudi kolesarske povezave. Številni projekti so bili v zadnjem obdobju odobreni na področju vrtčevskega, šolskega varstva in seveda na področju zdravstva in oskrbe starejših. Tukaj, kot veste, je bila Slovenija v zadnjih letih izrazito podhranjena. V času, ko je nad tem ministrstvom, ki je pristojno za starejše, so bedeli Socialni demokrati, ni bil zgrajen niti en javni dom za starejše. V dolgih 10 letih ne. Ta primanjkljaj se je pokazal, predvsem zdaj v tej krizi, in v okviru načrtov in uporabe nepovratnih sredstev smo velikanski del teh sredstev namenili za zagotovitev ustreznih prostorskih kapacitet za starejše. Na območju Pomurja je bil odobren iz teh dodatnih sredstev, ki sem jih prej omenjal, iz pobude React, eden izmed večjih investicijskih projektov. 4 so bili taki v celi Sloveniji, Velenje, Ajdovščina, Ptuj in Murska Sobota oziroma Rakičan. Ta dom za starejše prejema 12 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Sredstva gredo tudi v občino Lendava za starejše, za zagotovitev prostorskih kapacitet in še v številne druge občine širom po Sloveniji. Teh sredstev je 93 milijonov evrov. Podobno tudi na področju zdravstva na vašem območju so bila pred kratkim dodeljena sredstva za ureditev negovalnega oddelka v okviru bolnišnice Murska Sobota, kjer bo zagotovljenih 72 postelj oziroma mest, zato namenjamo 6 milijonov evrov tudi iz te pobude React. In številni drugi ukrepi, predvsem na področju gospodarstva, področju turizma, kjer v tem obdobju prihajajo novi razpisi, ki bodo aktivirali sredstva iz načrta za okrevanje in odpornost, predvsem za vlaganja in izboljšanje tako gospodarske infrastrukture, investicije v gospodarstvo, v opremo, v razvoj, kot tudi zagotovitev dodatnih sredstev za izboljšanje turistične infrastrukture širom po državi in seveda tudi v Pomurju, ki je pripoznano kot izrazita turistična regija. Ja, zdaj omenili ste načrt za okrevanje in odpornost. Kako je ta načrt zasnovan, na čem temelji in kaj pričakujete predvsem od njega? Sredstva iz načrta za okrevanje in odpornost se bodo dodeljevala na bolj enostaven način, kot to velja za kohezijsko politiko, ker je bilo v pripravo tega načrta vloženega veliko dela in veliko aktivnosti, ki sedaj omogočajo dokaj operativno izvedbo. Zdaj, ko je ta načrt potrjen, ko imamo ta dokument, so v njem tudi točno določeni ukrepi, ki se bodo preko tega načrta izvajali. In ni potrebnih nobenih dodatnih administrativnih procedur. Vsa ministrstva, ki izvajajo posamezne ukrepe iz načrta, bodo ali objavljala razpise, na podlagi katerih se bodo ta sredstva dodeljevala upravičencem, kot je primer, kot sem ga prej omenil, gospodarski del, gospodarski resor, kjer bodo razpisi za podporo gospodarstvu, za podporo turizmu in tako naprej. Na področju digitalizacije, investicij in vseh ostalih aktivnosti. Potem, na primer, na področju okolja bo Ministrstvo za okolje v teh dneh objavilo razpis za sofinanciranje infrastrukturnih projektov, vodovodov in kanalizacij, če poenostavim, pri vodovodih pod 10 tisoč populacijskih enot in pri kanalizacijah pod 2000 populacijskih enot, ker tega ni bilo mogoče financirati iz kohezijske politike v preteklih letih in tudi v bodoče ne bo mogoče, smo pač v okviru tega načrta izpogajali to možnost, da ta sredstva namenimo tudi za take sisteme. Pokazalo se je, da je teh potreb kar nekaj, tako da računamo, da bomo preko teh ukrepov zagotovili izboljšanje
vodooskrbe in prečiščevanja voda tudi na tistih območjih, kjer doslej ni bilo mogoče pridobiti nepovratnih sredstev. In podobno seveda na številnih drugih področjih. Kot veste, je moral biti ta načrt zeleno pametno obarvan, zeleno v višini najmanj 37% razpoložljivih sredstev in pametno oziroma digitalno v višini najmanj 20%. To smo tudi storili, s tem, da smo seveda v okviru zelenega poskušali umestiti predvsem tiste ukrepe, ki dejansko pomenijo ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja, kot so vodovodni sistemi, prečiščevanje odpadnih voda, prehod na e-mobilnost v posameznih segmentih, krepitev javnega potniškega prometa in tako naprej. Ja, zdaj prej sva že omenila nekoliko občino Lendava. Tam je že v začetni fazi izgradnja gondole ob stolpu Vinarium. To je kar tudi velik projekt, se pravi Vinarium kot celota in pa še ta del, kar pa je tudi ključno za recimo turizem v Pomurju. Kateri projekti, recimo pa ne samo v turizmu, so še nekako ključni v Pomurju, se pravi v prihodnje, mogoče izgradnja logističnega centra v Beltincih in pa železniška proga, ki bo povezovala Beltince in Lendavo? Vsi ti načrti so bili v mandatu te vlade, se pravi v dobrem letu in pol pospešeni, tudi ti, ki ste jih sedaj omenjali na področju železniške in logistične infrastrukture. Dolga leta so ti projekti spali iz neznanega razloga. Železniška proga je umeščena v načrte za prihodnja leta. Tako Beltinci Lendava kot Lendava Redič, logistični center tudi, tako da aktivnosti na tem področju preko Ministrstva za infrastrukturo in Ministrstva za gospodarstvo pospešeno potekajo. Kar se tiče konkretne investicije v občini Lendava, to je gotovo ena izmed tistih investicij na področju turizma, ki bo lahko kandidirala na sredstva razpisa iz načrta za okrevanje in odpornost. In še številne podobne druge investicije, tako v ostalih občinah v okviru Pomurja, kot tudi v ostalih občinah po Sloveniji. Prej sem še pozabil omeniti drugi del načrta, kjer pa gre za neposredno izvajanje operacij na podlagi umestitev v ta načrt, kjer ni potrebnih nekih razpisov, ampak bodo ministrstva te investicije, ki so navedene, izvedla sama. Gre za številne ukrepe na področju železniške infrastrukture in v lanskem letu so bila že koriščena prva sredstva iz tega okvira v višini 113 milijonov evrov, in sicer za modernizacijo proge od Ljubljane proti Primorski. In v letošnjem letu in v naslednjem letu se bodo začela koristiti ta sredstva tudi za pomembne investicije na področju zdravstvene infrastrukture in socialne infrastrukture oziroma oskrbe starejših, šolstva in številne druge. Na področju zdravstva za to območje tudi pomembno, da bo ena izmed dveh večjih investicij locirana v Mariboru, in sicer preko teh sredstev bo mariborski UKC dobil novo infekcijsko kliniko, podobno kot jo bo dobil tudi ljubljanski UKC. In še številne druge investicije, ki so taksativno navedene v tem načrtu, se bodo izvajale neposredno na podlagi odobritve, ki smo jo prejeli od Evropske komisije v začetku našega predsedovanja 1. julija lani. Zdaj v sklopu vsega tega spodbujate tudi trajnostno mobilnost in pa izgradnjo kolesarskih povezav, med drugim tudi na Ptuju in pa v Murski Soboti. Kako ste zadovoljni na tem področju z že ustvarjenim? Te aktivnosti, kar se izgradnje kolesarskega omrežja tiče, so potekale nekje od leta 2016-2017 dalje v bolj intenzivni obliki. Ambicija je seveda, da se posodobijo obstoječe povezave in vzpostavijo manjkajoče tam, kjer jih ni. Za naprej bomo te aktivnosti še nadaljevali in jih podpirali, pri čemer pa bomo upravili neko spremembo, ki bo govorila o tem, da bomo optimizirali izvedbo
in z isto količino sredstev zgradili več kilometrov kot doslej. V preteklih letih so bile po mojem mnenju postavljene dokaj ostre in nepotrebne zahteve glede izgradnje teh kolesarskih povezav. Tam, kjer ni potrebno teh povezav široko komunalno opremljati, in to je med posameznimi območji, med naselji, ko potekajo te poti v naravi, ni potrebna neka silna infrastruktura, kot jo poznamo v mestih, in v največji meri je potrebno v takem primeru uporabiti obstoječe poti, ki jih je pač potrebno urediti, označiti z ustrezno infrastrukturo, tako označevalno, informacijsko, kot tudi z posameznimi postajališči za kolesarje. Kot sva na začetku že omenila, zadnji vladni obisk v Pomurju v lanskem letu, sestali ste se tudi z nekaterimi župani. V Lendavi ste se na ogled določenih teh projektov, sofinanciranih strani evropskih sredstev, odpeljali kar z električnim kolesom. To je na primer tudi eden izmed ključnih projektov iz preteklosti. Kako ste bili v celoti zadovoljni z vsem, kar ste videli v Pomurju? Mogoče kakšen napredek? Kako se vam zdi? Če ocenjujem ta obisk in ga primerjam z obiskom, ko sem bil pred 8-9 leti v času druge Janševe vlade v čevljih ministra za infrastrukturo, lahko ugotovim, da je v tem obdobju regija doživela enormen napredek na vseh področjih. Kazalci sicer kažejo neko sliko, vendar se po moji oceni vseeno pozna to obmejno območje, pozna se tudi bližina Avstrije, pozna se tudi seveda, da je bil v tem obdobju aktiviran nek poseben zakon, ki je namenil dodatna razvojna sredstva za Pomurje v obdobju 10-19. Skratka, v infrastrukturnem smislu, v smislu novih priložnosti preko posameznih industrijsko-poslovnih območij, ki so nastale v številnih občinah, ki se še dograjujejo in se bodo še naprej, tudi s podporo nepovratnih evropskih sredstev, je bil v zadnjih letih gotovo narejen en velikanski korak naprej. Tako da Pomurje kaže neko drugačno podobo, kot jo prikazujejo uradni kazalci in uradne številke. Bi rekel, da je nekako osveženo, da postaja prostor, ki je privlačen, ocenjujem tudi za mlade, in tukaj je po moje največja naloga za naprej, da se z ukrepi, ki jih pač ima na voljo država, v največji meri omogoči ljudem, da dobijo delo in ostanejo v svojem okolju, v svoji regiji, da si tam ustvarijo družino in ustrezne bivalne pogoje za življenje in delo. In v tej smeri bodo se tudi nadaljevali ukrepi tako vlade, kot tudi glede aktivacije sredstev, nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, kjer sem že prej omenil, da tudi ko govorimo o nepovratnih sredstvih, treba vedeti, da ta denar kljub vsemu ne raste na proračunskih postavkah in ne pada z neba, pač pa prihaja preko davkov, se pravi od ljudi, od gospodarstva, in zato je potrebno ta denar ljudem nazaj tudi vrniti. Gospod minister, bi za konec še kaj dodali, mogoče kaj na področju epidemije, oziroma izvolite kar, povejte. Ja, razmere, kot sem omenil uvodoma, so pač take, da je potrebno ravnati odgovorno. Jaz sem pred meseci oziroma že kako leto nazaj, ko ni bilo več omejitev pri dostopu do cepiva, povedal, da je pač tukaj zelo enostavna pot do tega, da smo odgovorni do sebe in do drugih in da si zagotovimo nek normalno pot funkcioniranja. Cepiti se. Takrat še ni bil tretji odmerek aktualen, ampak videli smo, da bo prej ali slej. Tako da jaz vabim vse, ki še niso opravili ustreznega razmisleka glede tega, da ga naredijo, in tam, kjer ni zdravstvenih zadržkov, mislim, da bi bilo prav, da preko višje stopnje precepljenosti zagotovimo tako lastno varnost, kot varnost vseh ostalih, s katerimi se srečujemo. Kajti, če smo čisto pošteni, gledajte, če ne bi bilo cepiva in če se ne bi starejši ljudje
tako množično cepili v domovih za starejše, bi v tem obdobju, se pravi v zadnjih 2-3 mesecih, ponovno doživljali katastrofo. Nismo jo, ravno zaradi tega, ker je bila ta precepljenost izredno visoka in tako bi bilo prav, da ravnamo vsi, ker naša svoboda, kot vemo, se konča tam, kjer se začne svoboda drugega in ni prav, da svobodo drugega omejujemo z neodgovornim ravnanjem. Gospod minister, najlepša hvala za vsa vaša pojasnila in pa odgovore. Hvala lepa tudi vam in lep pozdrav v Pomurje. Spoštovane gledalke in gledalci, to je bilo vse v tokratni oddaji iz našega studia. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje do prihodnjič.